film v Sloveniji, zato ker je subvencija države, tam je politika vpletena. In vsebinsko potegne malo na levo. In potem pa eno smer, smo bili zavrnjeni. David Sipoš, režiser. Vse ima svojo ceno. Ni zastonj, da se s takim avtom pripeljem. Marsikdo si želi biti kralj ali pa predsednik, pomisli, hočeš iti po tej poti. Te peva malo nazaj, ko je David v Albaniji prvič v življenju dobi kamero v roke. Prvo sem šel na sprejemce, nisem bil sprejet, pol sem mislil iti na Češko, nisem bil sprejet. Meni so profesori doskrat povedali, da sem nesposoben. Všeč mi je to, ker v bistvu si ne postavljaš meje, ne? Ker tudi Bog je brez meja. Ko sem šel 2012-13 v Ameriko loviti sanje, se ljudje spuščajo v pogubo sledenja idealu, ki je pač najbrž na koncu nedosegljiv. Kako ti gradiš te poslovne odnose? Če mi pri odnosih ne štima, mi ponovadi to toliko okupira možgan. Overwhelman. Moj možgan v jednini. Ja. Bilo kuda Slovenac suda. Ko bo to sploh danes izgledalo v dobi AI-ja? Jaz se tega AI-ja nič kaj konkretno ne bojim. Noben AI ne bo gradil teh odnosov, ki jih mi gradimo. V tej naši pregovorni majhnosti in tem, kak se imamo za mečkene pa Boga. A veš, pismo, če mečken glavco dvigneš, smo lahko tudi ena taka sila v svetu. No? 100 jurjev mi je zmanjkalo, 200-300, kar naenkrat je to spuhtelo. Tebi je fascinantno, kako hitro si uspel. To je za mlade, se mi zdi, da na svet danes. Bog je dal, lahko pa trenutko vzame. Oddaja Odnosi so zakon. Živjo in dobrodošli v še eni epizodi oddaje Odnosi so zakon. V njej danes gostim dobrega prijatelja, s katerim se pa že zelo dolgo nisva videla, Davida Sipoša, znanega režiserja, lastnika produkcijske hiše in snemalca izjemnih epskih filmov. David ima ogromno zapovedati o svoji zgodbi, o odkrivanju svojega talenta, o odnosih, o tem, kako jih graditi v podjetju, kako sploh graditi podjetje in seveda kako to kombinirati tudi z družinskim življenjem. Pa nas vabim, da si pogledamo oddajo. Sicer pa pri družini in življenju radi dajemo naprej. To, kar smo sami prejeli, kar nas je nagovorilo, smo nekako obvezani dati naprej, če ne, v bistvu vse ostane samo pri nas in se usmrdi. Tako da vsak vaš klik, vsak komentar, vsak subscription, kot se reče, nam ogromno pomeni pri temu, da za to vsebino zve še kdo. Vabljeni k deljenju, vabljeni k komentiranju in k temu, da se naročite na naš kanal. Zdaj pa kar, ko gleda oddaje. David Sipoš, dobrodošel v Krškem. Ja, hvala lepa. Pozdravljen. Po mojem je približno dobrih 10 let, kar sva se nazadnje midva videla zares. Najbrž res, ja. Vmes, takrat si delal za družino in življenje tisti prve 2 predstavitvena videa leta 2014. A veš, to je bilo to, ko sta takrat smo imeli en generalni predstavitveni video, ki je do nedavnega bil na naši spletni strani. Wow. Ja, pa potem onega o seminarju Nepozabni trenutki za naju. In sta bila že takrat čudovita izdelka. Pozdravljam te torej kot režiserja, kot avtorja, kot lastnika produkcijske hiše, ali kako bi se temu reklo. Predvsem pa kot prijatelja, s katerim so včasih veliko sodelovala, pa mi je res dragoceno, da se vidiva. Hvala, Benjamin, za povabilo. Moram reči, da si me poklical v trenutku, ko sem jaz tisti dan razmišljal, da moram jaz tebe poklicati. Tako da je navdih. Neka veza je bila. Je bil navdih, res. Ja, super. Hvala Bogu. Ja, David, vmes se ti je zgodila družina? Tako, ja. Koliko imaš otrok? Imam 2, ena bo šla v šolo letos, Ema. Ta drug Bor bo 3-4 leta letos, tako da. Super. To je to, kar premoremo na družinskem no, nivoju. Lep razvoj, brat. Se mi zdi, da itak je studio in to ena taka razširjena družina, ker je velikega časa dela. Ta 2 sta pa zdaj vedno bolj zabavna. Tako, se mi zdi, da so zdaj končno to taka leta, ko lahko greš kamorkoli, ko ni več tisto, da moraš zraven ves čas nositi neke rezervne stvari. Piličke, hrano. Ja. Tak, prav luštno. Ful dobro. A se ti zdi, bova šla potem mečke nazaj v tvojo genezo in razvoj, ampak tako se ti zdi, da ti vama z ženo uspe loviti ta balans med studijem, ki je vendarle ogromna zadeva in družina? Ne vem, če. Okay. Ne, mislim, da je recimo, ko bova prišla do tega, kao zgleda uspeh, studio, vse to,
ampak vse ima svojo ceno, konc koncev. Nič ni zastonj. Ni zastonj, da se s takim avtom pripeljem, pa ni zastonj, da imam toliko ljudi zaposlenih. Ja. In zdaj se je to zgodilo precej hitro. Po eni strani počasi, pa glih s pravim tempom, ampak koliko enih ur odzame to od družine, koliko enega odrekanja to pomeni. Tako, ko se pogovarjam s kakimi ljudmi, pa se včasih komu zazdi, da bi mi rekel, kako fajn, ko imate vi vse pa to. A pomisli, a hočeš iti po tej poti. A hočeš iti po tej poti. Ja. Marsikdo si želi biti kralj ali pa predsednik ali karkoli, a ne. Ampak bi plačal ceno? Ne vem, koliko ljudje razmišljajo o tem, a so pripravljeni to ceno plačati. Dej peva malo nazaj. Peva nazaj v študentska leta, ko je David nekje v Albaniji na enem potovanju in prvič v življenju dobi kamero v roke. Ja. 2.6, 2.7. 2.6, 2.7. Ja, kako je to? Da sem sploh odkril, kaj to je. Tvojega talenta zgledalo, ja, to me zdi. Ja, in tudi čas se mi zdi, da je bil še toliko drugačen kot danes. Danes pač otrok pri 3 letih praktično že skoraj zna telefon malo upravljati, če mu ga pustiš, že zna swipati, že ve, kaj je to snemati. Medtem ko jaz res, torej do konca srednje šole skoraj da nisem vedel, kaj je to kamera. Oziroma me sploh ni nekako zanimalo. Fotoaparat si imel del rok pa tako? Tudi ne, oče je to nekako se s tem ukvarjal, sicer malo, ampak spet ne veliko. Tako da bi kar neka kamera ležala nekje, ni bila. In šele potem, ko sem takrat bil malo prisiljen snemati in posnel tiste neke posnetke v Albaniji in pol začel to montirati, sem ugotovil, da je pač to zelo zabavno, nekako različne posnetke daje neko zgodbo in rata nekaj novega. In to me je šele takrat nekako prestunilo, da obstaja nek čist nov svet. In od takrat naprej jaz ne morem biti v nobeni stvari toliko 100% kot to, da je to tisto, kar me zanima. In drži od 18 leta naprej, da si ne predstavljam druge službe, ne predstavljam drugega življenja kot pač delati znotraj tega, zdaj se pa seveda tu toliko enih podsekcij pojavlja, toliko enih funkcij, načinov, včasih samo nadziraš, včasih res to počneš, ampak nikoli dolg čas. Pejva počas. Kako, recimo, a si vedel, čink talent, to hočem delati do konca življenja, ker to je, se mi zdi, kar izjemna sreča, da ti je to dano. Definitivno je to ful sreča oziroma blagoslov, da najdeš nekaj, kjer se lahko toliko izpolnjenega počutiš. Jaz si včasih predstavljam ljudi, ki tega ne najdejo, pa včasih mogoče nikoli ne najdejo, nečesa, ki jih toliko posrka. In to je kar grozno. Mislim, mene je kar strah. Grozno bi bilo tako živeti, ne? Ja. Knjiga V elementu, se mi zdi, da je, poznaš? Ne. Pač zagovarja en možakar, ki se ukvarja, Ken Robinson, mogoče ne vem točno na pamet, ampak zagovarja načelo, da pač vsak ima takšno področje, samo pač se pustimo ukalupiti preveč. Ja, da si in the zone. To je grozno. Ja, da si in the zone, da delaš tisto, kar ti je všeč, in da si res uživaš v tem napolno. Ja, tu je res veselje. Moja pot je bolj postopna v tem smislu, ampak tudi vedno bolj odkrivam plasti tega. Pri tebi mi je fascinantno, kako hitro si uspel, bom rekel, iz tega, a veš, ti bi lahko celo življenje ostal, ne vem, nekdo, ki je samo za kamero, ker je tam varno. Ti si pa nekako že zelo zgodaj, takoj se spomnim, to je bil prvi video nekak iz Stične, je bil tisti, ki je bil prav viralc, in pol tam je nek David Sipoš, ker to zna tako res dobro narediti. In pol takrat sem bil na začetku svoje poti na svetopisemski družbi in tega mladega talenta tako je poklicati in tako. Še enkrat, timing, neverjetno, pač jaz sem po moje glih ta pravi timing trofo. Torej 2008-2009 so se pojavili fotoaparati, ki so začeli snemati z malo ceno, res dobro sliko. In to sem jaz praktično ujel. Zdaj vstopati v filmski svet se mi zdi, da je dosti drugače, zato ker te najbrž en sedmošolc premaga drugletnik. Ali pa tako, mislim, ker je ta dostopnost je danes toliko široka, da pravzaprav
se talenti odkrivajo že dosti bolj zgodaj. Jaz sem pa v resnici glih takrat, ko bi mogel nekako se odločiti za življenjsko pot, a ne, ali pa za svoj poklic, vstopil čisto svetovno gledano v trenutek, ko je to ratalo dostopno. Ni ratalo 5 let prej dostopno, pa ni ratalo 5 let kasneje dostopno. Točno tam, 2.8, 2.9, Canon 5D, a ne 7D. To je celemu svetu pomenilo nek preskok iz tega, da si včasih rabil res velik financ, res neke drage kamere, da si dobil neko sliko, do potem, ko si pravzaprav lahko kot amater dobil neko pošteno, dobro sliko. No, ampak ti si šel pol to študirati, si šel na AGRFT, pa Prvo sem šel na sprejemce, nisem bil sprejet, pol sem mislil iti na Češko, nisem bil sprejet oziroma sem čistko spadal. Pol sem šel še enkrat na sprejemce v Sloveniji, po 2 letih pol to pusto. Ampak, če pogledam jaz ta študentski čas, se mi zdi, kar je najbolj pomembno, zdaj me, ker kak dijak recimo vpraša, bi šel študirati film ali ne, nima veze. Peč študirati, če te veseli študiranje tega, če te pa veseli delo, pa delaj. Mislim, naj ti ne profesor pove, a si ti sposoben ali ne. Meni so profesori dostikrat povedali, da sem nesposoben. A res? In je pač, sicer takrat meni se že gradila ta neka samozavest ali pa neko uporništvo in nekako nisem podlegel temu, a ne, ampak... Kar je bistveno, ne? Ja, ampak če bi jaz bil takrat preveč mehek, bi pustil, da mi nekdo drug pove, kaj jaz zmorem in kaj ne. In v resnici je pol faks sam to, a se odločiš iti po neki poti, kjer ti drugi moče malo povejo, svetujejo, ampak jaz sem že takrat tekom faksa čisto vsak trenutek namenil, ki je bil prost za delo, a ne? Torej, da sem z vami snemal, da sem za družino snemal. To je bilo vse ob faksu, da nisem zapravil torej, tistih uric, ko bi jih lahko namenil za žuranje. Sicer se pol v življenju to človek pol sprašuje čez čas, sem kaj zamudil, a ne? Ampak ta neka delovnost je bila takrat od začetka v meni in mogoče je to tudi bilo pomembno, da na začetku daš res vse od sebe, da čim hitreje lezeš naprej. Pa povezano tudi z tem, da si v elementu in da ti ni muka delati, ne? Da ti delo v veselje in užitek. Tako. Zdaj, če se spomnim recimo kakega ekstremnega meseca, ko sem spal po 4 ure, pa 30 dni v kosu se pripravljal na tiste sprejemce, še vedno nimam feelinga, da sem takrat tako umiral. Mogoče fizično že malo, ampak tako motivacijsko pa sploh ne, a ne? In če najdeš to veš, da lahko davč greš, a ne? To je za mlade, se mi zdi, na svet danes. Veš, tako pač res, daj vse od sebe tam, kjer čutiš, da je tvoje področje. Tudi pet na faks, ampak deli zraven, ali pa pač razvijaj se tam, kjer je tvoja močna točka. No. Kako bo to sploh danes izgledalo v dobi AI-ja pa to? Jaz se tega AI-ja nič kaj konkretno ne bojim. Se mi zdi, da bo to en tool, ki nam je dan, torej eno orodje, ki nam je dano, da so stvari hitrejše, mogoče včasih ti pomagajo premleti kakšne zadeve, malo bolj na široko, dobiti kako idejo. Ampak pred 2 letoma sem celi ekipi pošeral en video, nujno si morate to pogledati, nek 3-urni intervju, glih okoli AI-ja. Pa me je takrat skoraj tako malo ščemelo nek strah, kako se bo vse skupaj spremenilo. Ampak zdaj, ko pomislim, torej firma 2-3 leta kasneje, pa se mi zdi, da noben AI ne bo gradil teh odnosov, ki jih mi gradimo, noben AI ne bo zagledal sodelavca, ko mu je malo bed tisti dan, pa rabi malo spodbude, noben AI ne bo konc koncev, a ne, v domu starelih pomagal, pač, kje je ta AI? Ravno na tem področju odnosov in medčloveških stikov in v končni fazi iskanja smisla kot takega, no, se mi zdi, da bo ob tem, ko bodo za marsikaj drugega poskrbljeno, ne, se mi zdi, da bo res to področje zraslo in bo še toliko bolj pomembno in potrebno in tako, no, tako da, Definitivno, meni se da bo Da se bomo ljudje kot vrsta, pa to mogoče ni še niti v našem življenju, ampak tako, se mi zdi, da je bilo tako 20., 21. stoletje, pa mogoče 19. V resnici samo ena pot do tega, da bomo prišli do tega, da ugotovimo, da je najbolj pomembno biti človek, najbolj pomembno je to, kar imaš ti z sočlovekom
in da smo si zgradili sicer neko okolje, ki nam lajša fizično bivanje na tem planetu, ampak če se ne boš začel koncentrirati v svojo glavo in v glavo sočloveka, Ja, pa v srce. tako, si pa praktično sam še ena dodatna rastlina na tem planetu. Ne bomo se več vprašali, kaj pa ti delaš. Ja. Kot to prvo Tako. vprašanje, ne? Ja, Ko se srečaš z nekom, kaj pa ti delaš, kaj pa je tvoj job. Ne? Tako. Ampak vseeno, ne? Kaj pa ti delaš? A kaj jaz delam? Ne. Ja, se pravi, zelo je povezano, ne? Ker ko najdeš neko tako področje strasti, kot si ga ti našel, ne? Je potem pa vseeno to zelo integrirano s tem, kdo ti si kot oseba in potem kaj delaš. Ne? Zdaj, ti si v bistvu uspel v teh letih, pa me res zanima ta tvoja pač čist podjetniška pot. Spomnim se, da si ti že nekaj hodil v Ameriko gledati ene priložnosti, pa sva se takrat še nekaj pogovarjala, ampak tako mi je zanimiva ta podjetniška pot gradnje studia Sipoš, bom rekel. Tako me zanima, kako je do tega prihajalo, kdaj si ti sploh dobil dovolj tistega poguma, ne, da si rekel, jaz pa ne bom samo jaz, ampak želim pač povabiti sodelavce, želim biti, a veš, takrat, a je bilo tudi tam nekje 2014, je bil Kersnik, si dobil tisto nagrado, recimo? Ja, pač film smo snemali, Ja, pa film ste snemali, celo večerc, pa tako. To je kar težko vprašanje, zato ker meni se zdi, da ena izmed glavnih prednosti, ki jih imam, oziroma darov, je to, da se znam hitro prilagajati, kaj mi je v določenem trenutku življenja, vsaj v tej poslovnem smislu ali pa tem poklicnem poslanstvu, najbolj pomembno. Ker recimo filmar, ki gre na faks in dela v smer, da bo nekoč dobil zlato palmo ali pa zlatega medveda ali neko filmsko nagrado, ne, je zelo verjetno, da se bo v svojem življenju najbrž zaštekal, ker je procent, da to dosežeš takoj majhen. In če si postavljaš pogoj sreče na to nagrado, si pravzaprav rečeš, nikoli ne bom srečen, ker nikoli ne bom, mislim, taka mala verjetnost je. Če in ko jo dobiš. Ja, seveda, ampak taka mala verjetnost je, tako mala verjetnost, da to dosežeš, da pravzaprav se ljudje spuščajo v pogubo sledenja temu enemu idealu, ki je pač najbrž na koncu nedosegljiv, a ne. Jaz pa se mi zdi, da si sproti spreminjam te stvari. In recimo en taki šok, ko mi je bil takrat, ko nisem bil sprejet na Češko na faks, ne, sem rabil sicer en čas, ampak sem mogel premisliti, torej ni mi namenjeno iti tja študirati, moram razmisliti, kaj je moja druga pot. In sem pol najdel, bom pa v Sloveniji, bom pa tu šel na faks in sem se nekako pomiral s tem. Ko recimo kak filmski projekt ni prinesel naslednjega, ne vem, Kresnik je bil 20-minutni kratki igrani film, pa ni prinesel celo večerca še v 10 letih potem, ne vsaj na nekem tem fantazijskem igranem nivoju, a ne. Sem si mogel tudi reči, moče pa ni to cilj, torej, da bom celo večerca z nekimi fantazijskimi elementi posnel. Ali pa, tako kot sem si želel takrat, ko sem šel 2012-13 v Ameriko loviti sanje, a ne, da je moja pot biti režiser in odrežirati celovečerne filme, pa tega nisem dosegel. Zdaj, če bi se jaz držal te ene ideje, bi še zdaj bil lahko nesrečen. Ampak zdaj so moje ideje ful prilagojene trenutni situaciji, kaj si v resnici želim, kaj so moji cilji, kaj so moji realni cilji, kaj lahko dosežem, kaj ne morem. Tako, in to neka ta prilagodljivost. Se pravi, lahko iz tega ekstrahirava nek, tudi, v bistvu tudi duhovni nek način razpoznavanja Božje volje. Tukaj je potrebna neka ponižnost, da opustiš svoje sanje, svojo idejo, svojo fantazijo, kaj mora biti, ne? Ja, mislim... A je bilo tle pri tebi tudi ta duhovni element, ali si znal vse to samo v glavci razpucati, tako, intelektualno? Meni se zdi, da duhovno sem imel to srečo v življenju, da sem imel eno zelo tako trdno osnovo, vsaj iz otroštva, da sem lahko na tem dolg časa veslal. Se mi pa zdi, da v zadnjih letih
pa grem spet skozi eno tako prenovo, ko sploh zdaj, v zadnjem času, ko se mi zdi, da res si ne smem dajati zaslug, v redu, da imam tak možgan, pa neko preudarnost, pa vse to, ampak ne smem si dajati zaslug, da je trenutno stvar toliko velika, kot je. Ker Bog je dal, lahko pa trenutko vzame. In to smo marsikdo čutili takrat ob koroni, ko se je kar zaenkrat zaštekalo in si rekel, 100 jurjev mi je zmanjkalo, 200, 300, kar naenkrat je to spuhtelo in tega ni. Kako bom zdaj ljudi plačeval, ali lahko hranim tako ekipo, moram kaj manjšati. In tako je tudi zdaj, ko v resnici smo mi delavci, ki temeljimo na presežku ostalih. Film ni nuja v svetu. Pač film je prva stvar najbrž, ki jo lahko daš stran, prvo moraš cesto zgraditi, pa elektriko priskrbeti, pol šele filme delaš. In mi v resnici delamo od presežka ljudi. Torej, veliko delamo za ameriško katoliško televizijo EWTN, ki je čist bazira na donatorjih, nima nobenih reklam, samo donatorji podpirajo to televizijsko mrežo in mi lahko zaradi tega, ker so oni uspeli toliko enih donatorjev zbrati, delamo za njih, a ne? In isto za te filme, ki jih v Sloveniji poskušamo delati z neko bolj slovensko tematiko. Pač eno je že cerkev, drugo so pa tudi še razni donatorji, podjetniki, ki pa tudi dajo samo zato, ker imajo preveč. A ne? Mislim, no, pa ker čutijo z tem poslanstvom, ki ga želite vi v tem smislu sporočiti. Ja. Ampak lahko bi rekli, da letos pa ne. Pa marsikdaj kdo reče, a letos pa ne. Ja. In kaj ne jaz lahko tam na zobe mečem, nič ne bom spremenil. Če pa Bog nekako zrihta, da bo se glih vse skupaj sestavilo, pol pa lahko delamo. Sam to nisem jaz. No, to se mi zdi ful pomembna lekcija v resnici. Pač biti toliko občutljiv za Božjo voljo ali pa za iskanje te volje, pa tudi ta mal ego, pač ga tlačiti ali pa pač ne tlačiti, ampak predajati Bogu v resnici, da vidiš, da res ni vse od tebe odvisno. To se mi zdi velike ene anksioznosti v današnjem času, zaradi tega, ker pač folk misli, da je res vse samo od njega ali pa od nje odvisno. Ja. In pač se potem bojimo in krčevito držimo nekih načinov in stvari in karier in vsega. Ta ameriška katoliška televizija je bila ustanovljena strani ene nune in Mother Angelica. In ona je res bila ena in taka inspiracija, ne samo za me, ampak tudi za celo ekipo. Sem dal vsem za prebrati to knjigo. Kjer je rekla, jaz bom sam delala stvari, ki so Bogu všeč, on pa ne izrihta denar. Če se znamo od tega iti, pa vem, da je zelo težko, pa računi so čisto realni, ampak meni se zdi, da je nekaj na tem, da če delamo prav, pa delamo dobro, naj Bog zrihta pa še denar. No, tako tudi predižu, probamo delati in ratuje, hvala Bogu. Ja. No, se pravi, da je sledenje Božji volji primarna motivacija. Ker če bomo šli stran od tega, se nas lahko takoj nas odseka. No, ampak recimo meni je neverjetno, kako te prata ta, bom rekel, dost tak eteričen, idealen, nek ideal spraviti v konkretno prakso, v ekipo, ki ima 15 do 20 ljudi. A veš, da mečkaj povej, kako je to. To je pa bolj konstantno, sem še namisel, eno konstantno veslanje med tem, da si rečeš, jaz zaupam, bo že Bog zrihto, dajmo ta projekt narediti malo večji, malo bolj lepski, karkoli. Ali pa reči, ne, tu pa moramo se ustaviti, ne. Mislim, daj veš, daj se pa res moraš ustaviti. Tok na zaupanju pa tudi ne moramo, ne. In zdaj ves čas je nek ta balans med tem, da dajmo, se bo že Bog zrihto, ali pa, zdaj smo sam še neumni. To pa res ni več. To te počutim drugače. To pa res ni več prav, da zdaj tok razmetavamo. Da tok izzivamo. Tako da tu... Imaš kakšne konkretne primere, kdaj si preveč izzival? Mislim, na srečo nas je do zdaj še vedno nekako reševal iz vseh teh situacij, pa marsikera ideja, recimo pol na srečo dokaj hitro se nekam skrije oziroma ne prije do tega, da bi ful zapravljali za njo. Ampak ne vem, imamo recimo ta film, zdaj ko ga delamo, Exodus 1945,
Ta stvar nima tako, nima naročnika, v resnici ima samo neke donatorje, nima pravzaprav niti budžeta tak 100% postavljenega, ne, zato ker lahko se iz meseca v mesec kaj spremeni, ne, lahko še se kdo priključi in si rečeš, zdaj bi pa lahko še kaj več naredili. Ne. Se pravi, ta film pa je v produkciji? Je v produkciji, ja. Samo te številke so pri meni dostkrat tako, da sicer na koncu leta se mi zdi, da neverjetno tako, so mi neki procenti vedno podobni, ne vem, ko gre v eno smer, ali pa ne vem, ko gre v tehniko, ko gre v ekipo, ko gre v delo za studio, ko gre v delo za projekte. Na koncu prijemo na neke zelo podobne procente, kljub temu, da čez leto včasih veslamo, da sploh si ne bi rekel, da bo na koncu vse kar poštimalo. No in če se zdaj vrnem na to, ko si vprašal, kako je pa zdaj ta ekipa ratala, ne? Zdaj, taka ena zabavna reč je tudi bila, sem se z enega snemanja pelal domov, ko je... Z belo talijo. Te žal več ni. Je bil kar legendaren avto. Brez klime. Ja, brez klime. S kombijem, ne, in jaz sem pa na snemanjih, če sem na snemanjih, sem snemalc in pol me tam en statist, ko smo ga slučajno pelali v isto smer, ki ni imel prevoza svojega, vprašal, od kdaj pa ti za Sipoša delaš, ne? Sploh ni vedel, kdo sem, ne? Ja, sem Sipoša, ne? Tako je. Sem ti dal misliti, Sipoša delati. Mislim, mi je pa tudi zelo v redu ta pozicija, v smislu, da se ne na snemanju sploh ve, kdo sem. Ali pa vsaj tako, da nima veze. Jaz sem tam v resnici v vlogi enega delavca, ne. Jaz moram poskrbeti za to, da je tam slika v redu. Glavno besedo ima v resnici tisti producent pa režiser, ki takrat tisto snemanje izpeljuje. In mi je zelo v redu, da dam drugim neko priložnost, da ni zdaj tudi tam neka taka hierarhija. Super, ja. Tok jasna. Ampak začelo se je recimo, da sem tako prvemu človeku rekel, da lahko vsak dan hodi k meni 2018, pol se je pa to kar počasno. Šele takrat? Ja. Wow. Mislim, prej sem imel recimo tako redne sodelavce, pa recimo vedno, ko sem dal komu glasbo za delati, je bil to Tim, ali pa komu, ko sem dal scenarij za delati, je bil to Rok. Sam nisem pa si upal tako reči nekomu, ti si lahko vsak dan tu. Bom poskrbel, da bo dovolj dela ves čas, ne. In pol smo se 2019 preselili v eno manjšo pisarno, pa pol 2021 zdaj v eno večjo, kjer smo pa tudi zdaj že toliko nabasani, da zdaj že koriščemo neke optimizacijske čoške, ki je še lahko stiščimo. Sam ni zgleda bil še letos trenutek, da se preselimo, sem že nekaj razmišljal v to smer, pa pol tisto padlo v vodo. Bože, ali bo večje, ali bo manjše, pojma nimam, sam tudi tule se moram naučiti puščati. Ne moram imeti tega čisto pod kontrolo. Tako da je počas raslo, mogoče nek taki večji preskok je bil glih 21, ko smo se tudi preselili v te nove prostore, pa delali ta celovečerni film o osamosvojitvi, da je takrat mogoče mal večji skok bil, ampak spet ne toliko, tako da smo zdaj počas rastemo tam od 15 navzgor, kjer smo pa zdaj spet v neki taki poziciji, se mi zdi, da ne vem, ali lahko zdaj še čist z isto hitrostjo naslednjih nekaj let, tako da zaposlim 1 do 2 na leto, rastemo, zato ker nam malo zmanjkuje čist terminov za snemanje tekom leta, če hočeš, da ima ena ekipa en cel teden porezerviran, če hočeš, da se 2 ekipi prekrivata, moraš imeti dvojno tehniko, tako nek večji skok se mi zdi, da bo potreben, če nam je namenjeno. Lahko pa da tudi se ustavljamo, pojma nimam. Se pravi. Smo pa trenutno, kar se tiče filmske ekipe, največji v Sloveniji. A res? Mislim, tako po Bizijo, če gledaš, imamo največ zaposlenih znotraj tega sektorja. Mislim, sej, ne primerjam se s televizijami, pa z nekimi produkcijske hiše, ki delajo vsebinske zadeve. Mislim, če delaš ti servis za nemške firme za avte, pa tu snemaš, ne vem, v redu, imajo ful več denarja kot mi, mogoče, kjer je tudi več zaposlenih, ampak
oni nikoli ne delajo svoje vsebine. Oni so vedno samo podizvajalci. Tako da rečemo, da nočem glih se v to kategorijo dajati, ne. Znotraj naše kategorije pa smo mal nek unikum, kaj lahko nastane. Ok, peva v to, kako pa je v bistvu iz tega nastalo, recimo iz 2018 pa do zdaj. Ti si vedno nekako, si delal za naročnike, ne, za družino si rekel, ali pa za nas, ali pa za kogarkoli, pa potem so pa začeli prihajati ti ameriški projekti, ki so, bom rekel, me zanima tako, kaj več v njih, kako ta EWTN vam naroča, vem, da delate vse sorte, se pravi, to so zaledni posnetki za dokumentarce o življenjih svetnikov in podobne stvari, ne? Večinoma je to, ja. Zdaj pa seveda v zadnjem času poskušamo iti tudi še tam v našo originalno produkcijo. Torej, to je recimo zdaj serija o mučencih, Živi v Kristusu, kjer imamo pa mi od A do Ž tudi zasnovo vsebinsko. Tako, cela stvar je naša, ne. Intervjuji so vsi v angleščini, igrani prizori so grščina, latinščina, pa zdaj neki drugi jeziki. In praktično je cela vsebina naša, ampak to zdaj počasi širimo ta aspekt. Pri dramatizacijah, torej to, ko pa snemamo samo igrane prizore za njih, pa je tam še vedno več drugih producentov, ki pač rabijo samo igrane prizore in smo mi v tem se malo specializirali. Oni pa recimo posnamejo intervjuje, pa pol končno stvar zmontirajo. Tako da mi jim priskrbimo to. Je pa tako, da je veliko enega angažmaja z naše strani potrebno. Ni tako, da imaš ti tega enega naročnika in ti bo vsake par mesecev ali vsako leto prišel samo od sebe. Mislim, to je konstantno. Kako je sploh do tega sodelovanja prišlo? Ja, to je ful. No, to je pa svet Kolbe mal pripomogel, a ne? Smo naredili en filmček o vojski brez Madežne, taki 7-minutni. Ki je bila njegova od Maksimiljana Kolbeja. Tako. Bi rekel, molitvena skupina. Nekaj v tem smislu, ja. In to so videli. In seveda jaz bi lahko takrat na tisti mail samo odpisal, ja, seveda vi predvajate, a ne? Ampak glih v takih trenutkih se mi zdi, da pol ti mal ali svet duh ali včasih mal lastna ambicioznost poseže zraven in rečeš, imate pa še kaj za delati, a ne? In pol se z tega je porodilo, da smo prvo leto posneli za en tak njihov filmček dramatizacije, drugo leto za 3, pol smo pa zdaj neke take letne pogodbe imamo, ko jih pol lahko razporejamo čez celo leto. Kar je največji luksus pri delu za njih, je po moje ravno to, da imamo neko moč oziroma kontrolo nad razporejanjem časovnice. Ker da imaš neko stalnost. Ja, ker če bi bil ves čas v nekem nepredvidljivem, pa tudi če bi bilo isto delo, ampak sam da ne bi vedel, kaj te čaka čez 3 mesece, je kar nadležno. Mi imamo splanirano bolj kot ne do konca leta zdaj, kaj bomo počeli. In da si lahko to malo po svoje razporejamo, je pač res ena taka fajna stvar, ko odvzame eno hektičnost, odvzame marsikjer stres, ki je drugače v filmskih produkcijah zelo, zelo prisoten. Od projekta do projekta, ne? Nimamo nekih hudih nadur v tem smislu, imamo precej normalne delavnike in ta neka kontrola nad tem, kaj mi počnemo in kdaj mi počnemo, je glih to najbolj pomembna, ne? In tudi naše projekte si pol lahko mi razporejamo. Dodajate za zraven, ne? Tako, kjer nam ne nekdo teži, do takrat mora biti to narejeno in pol je zelo težko splanirati vse, da bo koliko normalno šlo do takrat. Me zelo zanima ta vidik naših projektov slovenskih, ampak dajmo mogoče samo en tak pogled tja čez v ZDA. Ne vem, koliko imaš kaj stika, koliko vidiš pač sceno, katoliško sceno, politično sceno, državno sceno. Imaš kaj tako feedbacka, kaj se tam kaj dogaja. Mislim, po eni strani se mi zdi, da v katoliškem svetu je en kar tak preporod, no? Se kar veliko pobud dogaja, no? Ja, po drugi strani je pa nekaj vidim, da gre v pretirano politizacijo. Nekaj pa tudi ne, no. Poleg EWTN smo do zdaj še kar nekaj sodelovali z enim producentom, ki je imel par filmov tudi v kinu. Zdaj recimo konec meseca pride v kina ameriška film o
Akutisu in smo tudi dramatizacije za ta film mi posneli, Aha. pa prej je bilo o Mati Terezi, pa o Evharistiji je bil en film. Tako da z njim smo sodelovali na parih filmih, ko so tako čist izven IWTN-a. IWTN je zelo zanimiva organizacija v smislu, koliko je ta bodoča svetnica inkorporirala ta duhovni aspekt v to, da to res ni neka firma, Okay. ki bi delovala po principih nekega modernega kapitalistične miselnosti. In jim to uspeva ohranjati. In jim zaenkrat to uspeva ohranjati, kljub temu, da vse, kar naredijo, da je zastonj. Wow. Tako, čist neka druga logika, kot recimo neki novi pristopi, kot so Hello, a ne? Ker je vseeno ta neka moderna miselnost, zraven plačaj subscription, zato da boš imel to pa to. Pač čutiš bolj biznis pri nekem Hello kot pri IWTN, ko so malo dinozauri na čase, pač res te ljudje, s katerimi jaz najbolj komuniciram, so še tako, bi rekel, Angelikini otroci v smislu, da so res ponotranjili ta njen stil, njeno razmišljanje, pravzaprav jo citirajo skoraj da vsakič, ko se kaj pogovarjamo, a ne, tako jih je res prežela za svojo prisotnost takrat, ko so tista leta še skupaj delali, a ne. In so malo drugačni, tako da ima to neke prednosti, ima pa tudi kakšne slabosti v smislu, da jih včasih prehitevaš s kako mislijo, pa dajmo zdaj probati tu kino s tem filmom, ali pa tako, pač ne moreš pri njih puščati ene zadeve, ko se ti zdi, pa dajmo to pa to, pri njih pač ta vlak počasi gre naprej. Zdaj pa, če si pripravljen stopiti na ta vlak, ki tako kot pri cerkvi marsikdaj gre počasi, si na nekem stabilnem, ne smeš jih, mislim, nič ne dosežeš. Vlaka pospešiti, Tako. No, me zanima, res, kako bo tudi gospod Bog poskrbel, da ta vlak dobi, ko bo morala nova generacija prevzeti ta vlak, ne? To bo kar verjetno zanimivo. Zdaj se recimo malo poskušajo s tem on demand, da bojo dali tudi neko nek spleten app, pa to. Jaz zaenkrat se poskušam ne preveč sekirati okoli tega, se mi zdi, da so vseeno toliko ogromna organizacija, pa toliko enih podpornikov imajo, da mi smo tako ena bolha na tem vlaku. Ni tvoja stvar, da imaš njihovo politiko. Tako. Se mi pa zdi tako res dragoceno, da je nekako prva stvar v fokusu to, da kako vsebino delamo za njih. A je ta vsebina taka, ki bliža k Bogu ali ne. Da ni, mislim, oni pri naši kvaliteti včasih niti ne znajo točno razločevati. Mislim, vejo, da je dobro, po mojem smo mi včasih celo predobri za njihovo oko, da bi vedeli točno povedati, kaj smo pa mi zdaj naredili. Neke anamorfične objektive, pa nekaj. To njih ne gane. Sami sebi merilo. Sami svoje izzive si postavljamo, kje se lahko premagamo z naslednjim projektom. Veš, kaj me najbolj mi je zabavno to, ker pol imaš pa, veš, v ameriških kinih imaš te velike projekte in pol tam, veš, je Boštjančer in Kristus, ali pa slovenski igralci pač noter, ne, mislim, bilo kuda Slovenac suda, ali kako bi rekel, ne, tako fajn, no. Tako, tudi Tamaljen Zombandora je not za Akutis. A res? Hudo. Lepo, to je tako prav fajn videti to slovensko zgodbo. Mislim, všeč mi je iz tega vidika tudi iz podjetniškega, no, da kljub tej naši pregovorni majhnosti in tem, kako se imamo za mečkene pa Boga, pa tam, ne, a veš, pismo, če mečken glavco dvigneš, pa imaš malo te zaupanja v Boga, pa ambicioznosti, smo lahko tudi ena taka sila v svetu, no, in mi je to res dobro, no. Ne samo na športnem področju. To pa nič ne vem o tem. No, ampak lej, a veš, se zdaj že prehajava v ta vsebinski sklop, kjer pa vi pomagate soustvarjati tudi razumevanje, kdo mi Slovenci smo, ne? S tem, ko ne padate na paradigmo, da dajmo mi pozabiti svojo zgodovino, pa sam gledati naprej, pa bomo pol pa že nekak, ne? Ker v resnici imamo tudi tako na odnosnem področju, na identitetnem področju imamo nerazčiščen odnos do pol pretekle zgodovine, ne? In mi je dragoceno.
Dobro, tle je pa spet zelo tanka meja med politizacijo teh tem, a ne? Ampak vseeno v smislu tega, da je film pa sposoben graditi neko refleksijo, autorefleksijo tega, kdo mi Slovenci smo, kakšna je ta naša polpretekla zgodovina. Tukaj verjetno je tudi nek tvoj čisto osebni klic zelo tist, ki te vas vleče naprej. Ne vem, film o Slomšku, Ja, Franc Ksaver Miško, tvoj prastric ali kako? tako, prav, ja. Pra. In potem pač, ne, zdaj ta film Exodus 45, pa še kakšen, ne, tak. Ja, to ni tako, da bi rekel, da je ful neka taktika v ozadju, zakaj zdaj samo te stvari probamo približati na filmsko platno. Okay. Gotov je pa cela situacija, kaj se je v zgodovini Slovenije ustvarjalo v filmski obliki, na nek način privedla do nas. Ker vse te teme, ki smo jih mi zdaj prinesli na platno, se jih noben ni hotel lotiti. A ne? Škofa Vovka, Ja. Lojzija Grozdeta, Ja. imajo super zgodbe, ki jih pač noben se ni nekako dotaknil. Mhm. Pa verjamem, da je veliko enih krščanskih filmskih ustvarjalcev, ki sicer bi, je pa res, da je film v Sloveniji malo specifika ravno zaradi naše majhnosti, zato ker ne more samo obstati. Vsaj na nekem takem visokem profesionalnem nivoju ga je zelo težko. Bomo videli, koliko... Pač vedno mora biti, sicer se je vedno zanašal na subvencijo države. Tako. In iz tega ven se je gradila zgodba. In zato, ker je subvencija države, tam so komisije, tam je politika vpletena. In vsebinsko potegne malo na levo. In potem potegne v eno smer, ja. Ja. In če si filmar v Sloveniji in si rečeš, jaz hočem delati filme, ne vem točno, kako najti $500,000 izven državne subvencije od privatnikov, to je kar izziv, a ne. Bom pač delal filme, ampak samo če izogibal raje takim temam, pol si na nek način samo cenzuriraš, kaj bi lahko sploh ustvarjal. Ker veš, da tistega sploh ne bo nikoli šlo skozi, ne. Mislim, najbrž bojo vse komisije tisto zavrnile in mi smo marsikdaj kako tako stvar prijavili, samo zato, da smo prijavili, zato lahko zdaj rečem, da pač smo bili zavrnjeni, a ne. Zavrnjeni. Ja. Pač žalostno, ampak tako pač je. In jaz sem pa na srečo štartal tudi s tok mini pozicije, da ne vem, me je film o Gorečem škofu zelo malo stal, ker sem praktično skoraj vse jaz sam posnel, rabo sem mogoče nekoga takrat, ko smo snemali intervjuje, ampak vse je bilo tako res minimalno in potem je z tega nastal, ne vem, Grozde, kjer smo si lahko prvošli kakega asistenta več, ne. In potem naprej, kjer smo si lahko prvoščili že malo večje igrane dele. Seveda taka stvar potem vedno več stane, ampak vsaj starting point je bil res nizek in tu sem se pol nekako urinil v to, da vsaj sem si lahko neko ime ustvarjal, da so videli, se da narediti, mogoče ne bomo letos v cerkvi prenovili vrat ali pa strehe, pa bomo dali v film, ne da se je točno to zgodilo, ampak pač denar je, sam odločiti se je treba, kam gre, a ne. In tako se je potem pač Uživo cerkev ali v kakšno drugo. Ja. Zdaj pa pač, ko pa moramo že malo večje vsote nabirati, pa je tudi, itak je vedno pol vprašanje pri temi, ni samo, a se nam zdi to pomembno povedati, a bi bilo fajn, da to slovenska javnost zve, ampak je dostikrat tudi vprašanje, ali lahko sploh to sfinanciramo, ali je dovolj ljudi, ki jih bo to srčno toliko zainteresiralo, da bojo pripravljeni tudi denarnico odpreti. Mislim, če ni tega, pol tudi mi ne moramo delati. Jaz lahko si zdaj izmislim film o marsikaterem liku iz zgodovine, ali slovenstva, ali pa cerkve, ko bi mi bilo zelo zanimivo delati. Samo, če nima te neke motivacije ljudi, ki bi lahko to podprli, pol je brez veze, pol pač ta marsikera ideja taka zamre. Zato škoda je. Ja. Tako da smo zdaj recimo pri tej temi leto 45, pol pretekla. Ja. Pač že
to, da bomo letos sploh snemali, pa da smo Nebesa pod Triglavom posneli, je definitivno pokazatelj, da je tu nekaj ljudi, ki so pripravljeni to podpreti. Je pa res, da jaz tu sam zavestno skačem v eno brezno, ki ga marsikjer drug filmar niti približno ne upa narediti. A ne? Ker jaz bom zdaj še bolj definitivno zapisan, to je pa tisto, ko dela une filme. Mislim, ampak že do zdaj nisem imel veliko javnega financiranja, zdaj ga moče imel še kaj manj, ali pa tudi ne. Ali pa naš moto, ali kako bi rekel, princip pri vsem tem delu je pa, da naredimo stvar vseeno toliko dobro, da je pol težko reči in kaj učitati. Ja. In to res narediti. Tako vrhunsko, da je. Mislim, tako izjemno, no, po mednarodnih standardih. Čestitke, res dobri ste. No. Hvala. Res dobri. Fascinantno mi je, no, kako se v bistvu res tudi ta tvoja, bo potem mogoče pred koncu še kakšno rekla o tem, kako lahko ljudje dostopajo do teh vsebin, ne? Ampak tako, kako se lahko ena osebna vizija skupaj s sodelovanjem ekipe, ne, in da pravih ljudi, ki jih dobiš zraven, pretvori v neko realnost, ne, in to tako res vrhunsko realnost. Ne. Dej mogoče bo šla malo tako oddaja Odnosi so zakon. Me res zanima tudi ta vidik, kako ste vi, oziroma kako ti gradiš te poslovne odnose. No? Pač mečken si že povedal tam z Američani, da si mečken upaš, ne? Kaj pa tukaj pomeni v smislu nabiranja sodelavcev, ekipe, delegiranja, tudi hierarhično si že omenil, da je nimaš nekako strogo, se mi zdi, da greš bolj na odnos kot tak. No? Ja. Tako se mi zdi, da je tukaj mora biti ogromnega dela, pa tuhtanja, pa pol. Ja, tudi kakšnih napak. Definitivno. Bi pa rekel, da je to mogoče tak blessing in disguise, ali tako. Jaz sem človek, če mi pri odnosih kaj ne štima, mi ponovadi to toliko okupira možgan, da se zelo težko ven rešim. In čisto isto je torej pri odnosih s sodelavci, da bi mi včasih koristilo, da znam popredalčkati si stvar, pa si reči, o tem se ne bom sekiral, ampak kar ne morem. In zato namenjam temu toliko ene pozornosti in časa in potrpežljivosti včasih, da bi bilo, da je včasih že malo, da niti ni več vse samo konstruktivno, ampak je v resnici borba z mojim možganom. Kako naj handlam vse te ljudi, vsak s svojimi pričakovanji. Pa bi rekel, da je zdaj malo drugače že kot recimo 5 let nazaj ali pa kaj takega, kjer me je mogoče vsak komentar toliko spodžgal, da nisem mogel spati ali pa kaj takega. Zdaj se mi zdi, da si gradim to neko lastno strukturo, kaj pomeni biti fair, kaj pomeni biti pravičen, kaj pomeni, da si sam sebi razložim, da nisem jaz njim kaj slabega naredil, da če kdaj vprašajo, zakaj pa jaz tega nisem, da imam odgovor za to. In tu sem si rabo zgraditi milijonenih odgovorov. Pač jaz tudi, če sem imel kdaj situacijo, da se je kdo počutil, da je, ne vem, pa to še prej, zdaj imam to bolj kot nerešeno, ampak da je dobil, ne vem, 50 € premalo. Pač to mene toliko okupira, neka taka misel, da je toliko težko prebavim, da se raje na lastno škodo naredim, kljub temu, da se mi zdi nefair, samo zato, da pogladim to zadevo. Samo da imam mir. Se pravi, ta empatičen vidik ti je zelo visok. Ne, mislim, to mi je še posebej fascinantno, da ti je kljub temu, ker to je mnogim potem ovira, da bi lahko takole zrastli pa zdelegirali, ker se preveč sekirajo za posamezne majhne mikrostvari, ne? To se tudi jaz kar čutim tle, no? Pa tudi vidim, kako počas da lahko vseeno skalaš, a ne? Ja, sem pa vedno nevarnost, da rataš pa neobčutljiv, ne? Ampak mislim, da nismo še tam, da še imamo prostor. Ja, zdaj neka ta številka 15 do 20 se mi zdi, da je glih za možgan obvladljivo, da bolj ko ne vsazga
poznam do neke mere, Ja. da vem, kaj počne, kam sodi. Ampak ni enostavno se znotraj tega potikati. Ampak mi je pa pomembno, da recimo sploh zdaj v zadnjih letih sem mogoče največ na tem delal, da vem, kaj je meni fair, da človeku ponudim na začetku, ko začnemo sodelovati, koliko hitro mora napredovati, da se jaz počutim, da je to še fair do njega, ampak moram si pa istočasno reči, a bo ta človek dosegal moja pričakovanja, ali me bo kje izkoriščal. In recimo najtežja situacija do zdaj mi je bila pač odpustiti nekoga, a ne? Ker sem si mogel res ful opravičiti in v resnici sem šel ful ven svoj minus, sam zato, da sem svojo, pa ne vest opravil, ampak tako težko mi je take stvari početi, ker če se pri enem trudiš dolg časa, da bi se ene stvari spremenile, pa se ne, pol pa ne gre v to smer. Tako, moj možgan je bil takrat res overwhelming. Moj možgan v jednini. Ja. Ampak je res, to je najtežja stvar. Tudi jaz imam zdaj že to izkušnjo in je hudo. Hvala Bogu, pa res taki ljudje, ki prihajajo, recimo zdaj na zadnjem razpisu, ko smo ga imeli lani. Povej, kako zbiraš sodelavce. Do zdaj smo imeli, ne vem, en razpis, zdaj smo imeli že ene tako 4 uradne razpise, pa se mi zdi, da zdaj poskušam res vedno samo prek razpisov ljudi dobivati. Mogoče za katero zelo specifično funkcijo, kot je, ne vem, vizualni efekti, kjer je praktično nabor, skoraj ga ni, ne vem, tako nimaš ljudi, ki so vložili 1000 ur v učenje nekih programov, pa da imajo veselje v to, da se ti kar prijavljajo na to, pač Slovenija je malo premala za neko tako zadevo, ampak za ljudi, ki so pa pripravljeni v našem delu iskati poslanstvo in to je zelo, pač praktično ne iščem nekega specifičnega kadra. Ti težko dobiš v bistvu profija prav za eno direkt področje. In konec koncev ga mogoče niti nočem, vsaj v večini situacij do zdaj na teh razpisih nisem hotel nekoga, ki je preveč usmerjen v eno smer. Če je nekdo preveč usmerjen v eno smer, je mogoče celo boljše, da je nek freelancer na tem področju. Ker če nekdo hoče samo snemati, čisto realno bo pri meni v resnici prišel v upoštev, ne vem, na 4 snemalne dni na mesec, ali pa nekaj tazga, mu ne more dati niti polnega delovnika. Ne? Ti v bistvu kombiniraš ljudi. In rabiš pol nekega multipraktika, ki ga lahko v resnici učiš v marsikaj in ki je pripravljen biti marsikaj. Tako da to so potem od animatorjev do mislim vsega sorta, ne? Ljudje se pripravljeni pustiti svoje službe zato, da pridejo k nam, ker pa vseeno čutijo neko poslanstvo, ki ga lahko tule najdejo. In zdaj smo imeli na enih razpisih tam 70, 80, zdaj na zadnjem tudi 100 kandidatov, kjer je pa treba pol prečistiti, pa videti v enem, tu se splača investirati, ker vseeno pri nas neka ta uvajalna doba, da človek nekako pokapira približno, kako stvari tečejo, je vseeno nekaj mesecev, na začetku imajo drugi skoraj več dela s tem človekom in nočem nobenega gledati kratkoročno, vsaj takega, ki ga priključim neki ekipi. Je pa res, da z vsakim človekom, ki ga priključuješ, ne namenoma oziroma vemo, da se to zgodi, ampak naslednjo leto bo mogel biti celoten budžet firme za to večji. In še večji, in še večji. In zdaj ujeti si v nek cikel rasti, ko ne vem sploh, kako se mu upret, ampak zaenkrat se še kar prepuščam temu. Jaz sem tako, pa ne dolg nazaj, ampak po mojih glih tam okoli 2019, 2020 mogoče še razmišljal, da moja idealna številka zaposlenih bilo tam 6, 7 mogoče. Da bi še lahko si zgradil hišo in bi še v zgornjem štuku imeli firmo in da je glih toliko ljudi lahko spraviš v eno tako podstrešje. In zdaj smo že dal čez to. Tako da zdaj sem si rekel, ne vem, pojma nimam. Kar se tiče ekipe, ki redno dela, nimam več koga premagati. Vsaj tu v Sloveniji, ne. Pač sam sabo lahko tekmujem, ampak mislim, da je najbolj prav, da sam pustim, glej,
delamo stvari, ki Boga bližajo ljudem, ali pa neke zgodbe, ki bojo ljudi pripeljale do tega, da se zavedajo, da je slovenski jezik nekaj najbolj dragocenega, da je to, da imamo mi svojo državo nekaj res lepega. In če lahko to bližamo, mogoče pa imamo še pot navzgor. Še vedno ne delamo celo večercev, še vedno ne delamo serij igranih z enournimi epizodami. Moč bomo nekoč do tega prišli, moč pa tudi ne. Ni moj cilj do tja priti, sam puščam Bogu, glej. Če hočeš, da bomo naredili film o Svetem Benediktu, 1,5 ure epskega filma, moč pa. Ful dobro, no? Všeč mi je to, ker v bistvu si ne postavljaš meje, ne? Ampak ker tudi Bog je brez meja, ne? A veš, mi smo v resnici, ne? In je on tist, ki naj določi vizijo, ne? In ki naj tudi pol da pač pot konkretno, ne? To mi je res dobro, no? Ker pač vse, če gledaš primerjalno produkcije v ostalem smislu, je pa šrot produkcije, stvari, ki ne gradijo, ne, je pa toliko in toliko in toliko več. Ne. Zakaj ne bi tudi to prihajalo vsaj približno malo nasproti? Ne? Ja, saj mislim, da smo ljudje tudi v neki fazi, da bomo po moje začeli spoznavati, da ta ogromna količina informacij, ki do nas priteka in dostkrat brez meja, a ne? Ali pa tako, ko se scrollamo, koliko stvari, brez filtra, koliko stvari vidimo, ko nam čist nič ne bojo koristile v tistem dnevu, ki nam samo mogoče možgan polnijo z kup enega balasta, in sem jaz tudi tako v zadnjem času šel zelo en tako postno varianto, ne samo ta post že prej, že nekaj mesecev, da poskušam digitalni post, nobenega socialnega omrežja nimam, YouTubea ne gledam več, tudi, mislim, ne vem, koliko časa sem zdržal, pa koliko je to smiselno, ker pol si zdaj včasih rečem, da nimam več nobene zabave v lifeu, a ne. Pač včasih sem vsaj pogledal kak YouTube, zdaj pa niti tega več nimam, a ne. Ampak kaj, a mi bolj koristi, da zdaj zjutraj, ko se zbudim 1 uro, gledam neke zabavne reči, ne vem, o novih telefonih ali o novih kamerah, ali bi mi bolj koristilo, da preberem pa neki poglavi o sveti Tereziji Avilski, ali kaj. Mislim, najbrž je to drugo odgovor. Je pa res, da spet ne smeš iti v en ekstrem, zdaj pa to je pa zdaj ta moj trenutni nabor. Ja, se pravi, ta učenje, v bistvu samo discipliniranje, ne? Ja. Ne, ker gotov sem si tudi že mislil, pa si tudi sam povedal, živim pod kamnom. Ker kaj mi mislim, lani, moram priznati, sem se precej zabaval, ampak ta ameriška politika je bil čisti roller coaster lani. Res. Ampak to je bilo tako, na nivoju neke dobre HBO serije, ne? Kaj se je vse dogajalo. Ampak pride 5. november, pa si rečeš, čakaj, kaj pa zdaj imamo tega, a ne, zdaj še to spremljam naprej, ali ne? In v resnici je brez veze. Mislim, ker IWTN, ne vem, kaj zdaj moja skrb koristi, a bo Amerika prosperirala in bo več donatorjev dajalo IWTN-u denar, zato da bo meni potem na koncu prišlo več projektov. Mislim, kaj sem jaz ena muha tu, da mi koristi ta skrb, nič mi ne koristi. Pač ne zmaga, mislim, ne greva v to, biti aktivn državljan, levo desno, a ne, se strinjam, da mora človek to biti do mere, kjer je to splošno koristno in kjer je tudi za tebe koristno. Da pa sam znaš sodelovati v nekih plehkih pivskih pogovorih o politiki, pa mislim, da to čisto nobenima ne koristi. To še nisi aktivni državljan. Probiva narediti mašnico na koncu. Probiva povezati to, kako bi vsebine, ki jih vi delate, koristile družinam danes in ali pa konkretno, kaj tvoji družini koristi, tako malo to smer, autoreflektivno na koncu. Pa ki lahko tudi naše družine, ljudje, ki nas spremljajo, dobijo, recimo tudi, ne vem, zdaj delate katehetske kapljice, kar mi je zelo dragoceno, recimo, da bi lahko starši skupaj z otroki, še zdaj ne vem, kako se prav reče otroke ali otroci, v glavnem gledali
kratke videe, ki bi poučevali o svetnikih, o pač verskih resnicah in tako. To se mi zdi en tak način, kako lahko vstopamo v te vsebine in da nam bo v bistvu je to res dober, kvaliteten, profesionalno narejen vzgojni pripomoček nam staršem, recimo. Za nas same in za naše otroke. No. Ja, jaz imam malo tako situacijo, da se okoli pušanja teh vsebin ne počutim tako, da ne počutim se glih aktivn ne v svojem življenju, ker imam tako situacijo doma, da te stvari niso glih dnevna tema. Pa tudi tako se mi zdi, da v resnici je najbolj pomembno, da je človek v življenju ob pravem času pripravljen poslušati na klic. Enim se to zgodi pri 10, pa ratajo hudi ministranti, pa so v cerkvi vpleteni, pa jih življenje vodi skozi to, pa so ves čas stiku tem in je fajn, da pač grejo na naš kanal, pa gledajo, pa grejo na katoliško mladino, pa grejo k vam, pa tako, pač so ves čas prepleteni s tem. Mogoče bo pa enemu najbolj pomembno, da pri 35 vidi to eno katehetsko kapljico in ga bo presunila neka zgodba svetega Frančiška Asiškega in se je rekel, kaj je z mojim lifeom. Pač ne veš, kaj je bolj pomembno. Tiščati enega ves čas s tem, pa se mi zdi, da se je na koncu tako malo že imun na vse to. Jaz tudi pri vseh teh filmih, ki jih ustvarjam, jaz lahko v vsakem svetniku... Ne se je tiša s to vzgojo katoliško. Jaz lahko pri vsakem tem filmu govorim ful lepih stvari, kaj vse bi se mogel človek iz tega naučiti, ampak kdaj pa bo to mene zadelo, pa čisto zdaj osebno mene, ustvarjalca, pa vodja studija Sipoš, pa noben ta film v resnici tega ni naredil, ampak je mogoče naredil stavek od Angelike. Slučajno, da sem to knjigo bral. Pa mogoče zdaj je to samo ena lekcija, ki jo imam zdaj pri 36, 37. Zig bom rabo še ful enih lekcij. In mi včasih gre na živce, da imam toliko enih lekcij. Se mi zdi, da zdaj grem skozi eno tako šolo, ko se skoraj hočem malo upirati in si rečem, dost imam, kjer level zdaj hoče Bog, da ratam. Pa si sem drug level čisto okej, ne rabim zdaj iti do 5. Nivoja. Sam še kar ni konca. In se mi zdi, da moramo ljudem dajati to, kot, glej, tu imaš, vzemi, ko boš rabo, pa ko se boš čutil, da bi to res poslušal, ne pa zdaj tu sedi pa nujno glej, ker je brez veze. Moče pa boljš v Game of Thrones gledati, ne? Kdaj je treba tudi tisti, ja. Cool. Kje imaš to? Kje imamo? Mi načeloma skoraj vse stvari damo javno dostopno na našo spletno stran, tudi katehetske kapljice so tam, tudi vse te cele epizode Živi v Kristusu, to so polurne epizode o mučencih, so na naši spletni strani. Tako da probamo iti tudi v neko to smer, da naši filmi, če so jih že ljudje dali z nekim darom, da so dostopni, da niso to zdaj neka stvar, kjer bomo mi, pa niti Sloveniji ni monetizirati to neki ne gre, no. Brez veze, da tistih 325 € še zaslužimo od neke prodaje ali karkoli. Brez veze, to je kapljica od tega, koliko v resnici tak film stane. Tako da vse je na voljo. In da si gledajo ljudje kar na naši spletni. Siposh.com. Tako že vedno. Cool. David, super, hvala ti. Hvala za ta obisk. Hvala te. Hvala za življenjsko zgodbo, hvala za opogumljanje, ker se mi zdi, da res rabimo to v današnjem času. No? Da se splača, da se da, da ima vsak od nas svoj klic in da ga tudi mi kot možje in žene drug drugemu pomagamo odkrivati, rastati ob tem. To je to, pa povabiti zraven ljudi, ki si mogoče ta klic delijo z nami. No? Tako. Hvala, Benjamin. Hvala. Blagoslova pri tvojem delu še naprej. Bomo se trudili. Ja. Okay. Itak rabimo pomoč od skoraj. Ja, vsi v sajt, tako da, ja.